Kva letimo! Good morning, welcome everybody. We have the new 911 GT3 here with Weissach package in the racetrack world, and we have the new 911 GT3 with touring package. Dober dan. Danes pa ne bomo zgubljali časa s tistimi uvodnimi kadri, kako gre avion v luft, pa jaz zdaj potujem nekam, pa povem, kam grem. Stroje, ki me v tem trenutku obdajajo, že vidiš. Gre za novo, osveženo, obnovljeno Porsche 992 GT3. Prišli smo samo v Valencijo, v bližino, na dirkališče, ravno zato, ker se spodobi, da jih preskusimo v okolju, za katerega so bili namenjeni. In ta vlog gledaš najbrž zato, ker te Porsche 911 GT3 zanima. Meni pa kot ustvarjalcu vsebine se je zdaj najtežje ustaviti pa umiriti in ti zgodbo razložiti od začetka. Vem, da bi najrajš, da pičimo takoj na pisto, ampak dajmo to prešparati za na konc, pa pojmo čist na začetek. V letu 1999, takrat, ko je Porsche izdelal prvega GT3-ja, duhovnega naslednika legendarnega 911 RS, tistega z 2.7 mašino, pa tako iz leta, koliko je to nazaj, 73. Ok, pejmo zdaj na začetek, pa bomo pa sam še stopnjevali. Ja, najbolj, da začnemo na začetku, to se pravi v letu 1999, ko se je za GT3 vse skupaj v resnici začelo. Ta prva stvar, ki je človek opazil, ko se ta avto pogleda, koliko bolj drobna je bila Carrera oziroma GT3 v primerjavi s tem, kar bomo videli na koncu. Sicer pa pojmo čez nekaj osnovnih tehničnih podatkov, sprav 3.6 boxer, 360 konjev. Če koga zanima tudi mogoče malo bolj podroben pogled v kabino, na Instagram sem dal en krajši video, kjer grem okrog avtomobila in se usedem tudi noter. Ta avto, ne pozabite, je bil duhovni naslednik Carrere RS iz leta 73. Tudi že tale imel precej izrazit spoiler, pa se pomaknemo potem naprej. Tudi tukaj še prostornina motorja ostaja na 3,6 litra, kupenih optimizacij. Ne bomo se pa v vsakem avtomobilu na full ustavljali. Tukaj pa prešaltamo generacijo, gremo na 997-ko. Kupica enih sprememb, avto je seveda v vseh pogledih postal sodobnejši, tudi hitrejši, ampak še vedno imamo opravka s 3.6 mašino. Je pa res, da smo pri konjih že navzgor prešaltali, iz 360 smo šli na 380, pa tukaj že na 415 konjev. Potem pa pri 2.8 oziroma pri GT3 997.2, to se pravi updatena verzija, se zgodi že prva taka ključna sprememba, motor se poveča, prostornina gre iz 3.6 na 3.8. Ampak zame, kljub temu, da sem počen na detajle, ta podatek ni toliko pomemben kot to, da je GT3 pri tem avtomobilu prvič dobil eno matico za šraufat kolesa. To so te seksi stvari. No, pa gremo pa naprej. 2.13, 991. Čakaj, si vzamemo čas za tole. Samo malo, bomo šli že pol nazaj. Bergmeister, Porsche ambasador je mimo padel, dela tudi hot laps, mogoče se pa odknemo notro, sedemo, pojmo naprej. Kje smo ostali? 2.13, še vedno smo na 3.8 mašini, 475 konjev in ena zelo velika sprememba. Pri tem avtomobilu je Porsche naredil eno zelo veliko napako, ne? Tisti, ki veste, veste. Odstranili so ročni menjalnik in so rekli, zdaj pa sam še PDK. Plus, a je v tej generaciji GT3 dobila tudi krmiljenje zadnje osi, tudi proti temu so bili ljudje, sam so pa pogruntali, da je to vse lahko tak dober dodatek pri tem, če hočeš te hecne ovinke odpelaš čim hitreje. Pa potem v 2.17 991.2 prešaltamo na 4.0 mašino, na 500 konjev in na avto, ki je, aktualnemu, ki je potem prišel v 2021, zelo podoben v velikih pogledih, predvsem tehnično in kar se podvozja tiče in tako naprej. In takrat pri 991.2 se je Porsche tudi odločil, da že ponudi tudi touring izvedbo, pol imamo pa tukaj še dajmo reči, da smo praktično že na danes tole pred prenovo. Stari, daj poglej, kako pade streha. Kako je Porsche sposoben eno ikonično obliko razvijati še naprej in vedno ponuditi glih to, tudi kot pri iPhonu. Ne, to je veliko boljše. Touring izvedba, za touring vemo, nima zadnjega spoilerja. Dajmo reči, da je to GT3, ki se pele tako šarf, kot vsi ostali, ali pa mogoče za promil manj, ampak ni tako bahal. Enač? Zdaj smo pa v letu 2024, 2025. Zakaj smo danes sem prišli? Zato, da ti povem, kakšne spremembe je Porsche pripravil pri ta novo.
No tako, končno smo pa zdaj v današnjem dnevu pri GT3 in GT3 Touring. Za oba avtomobila, tako trdijo pri Porscheju, sta se približala motošportu oziroma izkušnji dirkaškega avta bolj kot kadarkoli prej. Vem, obstaja še GT3 RS, ampak v tistem primeru gre za tako ekstremen stroj. V tem primeru pa za avto, ki dejansko zna enakovredno dobro živeti oziroma obstajati na običajni cesti in na dirkališču. Zdaj v osnovi, kar bom povedal za GT3, velja razen nekaterih manjših izjem tudi za izveden kot touring. Torej, kaj je Porsche naredil? Mislim, neke drobe spremembe za začetek, ne boš več videl tukaj LED svetila, celotno funkcijo osvetljevanja oziroma sporočanja, da je avto tu, je zdaj prevzel glaven žaromet, vsebina je bila prilagojena, nekaj malih sprememb pa mu tudi pri front lipu, pa še ena taka, ki se meni zdi precej simpatična. A vidiš stranico tega krasnega spoilerja? Od zdaj naprej je zavihana mal navzven, a se vidi? Porsche se je zelo potrudil pri tem, kako zrak vrtinči okrog karoserijo, mimo teh seksi bokov, pa celo kaj se z njim dogaja pod avtomobilom, nekaj optimizacije je bil deležen, tudi pod načeloma je avto že dolg časa spodaj popolnoma zaprt, ampak sem pa tja so pripravili tudi kakšno spremembo, kako zrak vrtinči, kakšna turbulenca se dogaja znotraj koles oziroma pri rokah, pri podvozju, to ni nepomembno. Sploh pri tako ozko fokusiranem stroju, kot je GT3. Tudi vrtinčenje zraka na splošno pri sprednjem delu avtomobila so optimizirali tako, da več zraka pride do hladilnika. Mimogrede, tole ni vstavek, to je samo prozoren del oziroma prozorna barva, ki pokaže, kaj je seveda osnovni gradnik karoserije, to so ogljikova vlakna. Pa veš, v kakšne detajle to grejo, ne? Ena od rok, mislim, to je po Airbov od GT3 RS, ki nosi sprednje kolo, je zdaj drugačne oblike, da zrak lepše kroži okrog nje. Prej pač je bilo takole, zdaj gre pa, če pogledaš od strani, za obliko kapljice. Mislim, da ni nobenega fotomateriala, mogoče bi jaz mogel spodaj izlezti pa ti to pokazati. Sem vse tako zaprt, vse tako optimiziran, da ne vem. Čakaj samo, a se je vidi? To je tale komponenta, ki jo vidiš spodaj položen del, vidiš? Take reči, no, to ni hec. Ko se gre enkrat optimizirati stroj, ki je že tako bil, mislim, da se imam smešno zgodbo. Pri večeri sem recimo sedel z inženirjem Bjornom Rekijem, ki je odgovoren za podvozje, pa sem rekel, pa dobro, kaj ste pa sploh naredili? Pa se mi je zdelo, da se je v glavi prijel za glavo, zato ker je bil zelo iskren, je rekel, veš, GT3 je bil že do zdaj takšna dobra zmes tega, kar znamo s pomočjo znanja iz motošporta postaviti na cesto in na dirkališče, da je bilo težko. Pa sem rekel, kako težko, a niste imeli kaj za delati? In na nek način je priznal, da je bil GT3 že do zdaj tako dobro narejen, pa da se je tako dobro pelil, da so zares delali razlike in te so drobne, moramo priznati, v detajlih, v tem, kako je oblikovana ena od rok, ki nosi sprednjo kolo, to, kar sem razlagal, kapljičasta oblika, kako so z drobnimi prilagoditvami vzmetenja naredili avto še bolj stabilen v trenutkih, ko je najbolj obremenjen, med zaviranjem, med pospeševanjem, med vožnjo skozi ovink, kako boljš, na bolj učinkovit način nekatere sile skriti ali pa poudariti, če je to treba. Ampak v osnovi je rekel, stari, saj nismo vedeli, kva ne delamo, GT3 se že tako dobro pel. Ampak, ker sem ga pa vsem malo stisnil, pa sem rekel, dober, daj mi povej, kaj pa tista največja razlika, ki ste jo uspeli narediti. Je pa rekel, dober, moram priznati, da je GT3 od GT3 RS podedval po Airbov tako imenovani anti-dive sistem. Gre za to, da so eno ključnih komponent, ki nosi sprednja kolesa, namestili nižje in pod malo drugačnim kotom, ker avto na nek način razbremeni oziroma sile drugače razporedi, ko zavira na polno. Dober primer, zaviranje na polno pri 200 na uro, ne pozab, lastniki GT3 RS seveda tudi, gredo pogosto na dirkališče. In ker ti zažlajfaš pri 200 na polno, je pomembno, da je avto stabilen, da točno veš, kaj se dogaja. In pred prenovo, ki si to naredil pri GT3, je avto počepnil, to je malenkost, 12 mm, vse skupaj nič. Zdaj, s tem anti-dive sistemom, je pa tega za pol manj. Zdaj počepne za 6 mm. A veš, sile, ki se zgenerirajo ob takem močnem zaviranju, direktno kontrirajo kompresiji vzmetenja. In pol je vse skupaj še malo boljš. Pa kupenih sprememb so naredili, govorimo o drobnih spremembah, pri krmiljenju, da je vse skupaj še malo bolj neposredno pa tako.
Avto je bolj oster, no, kako ti drugače povem. Pa še ena novost, ki je povezana s školjko, s športnim sedežem in moram priznati, da nisem pričakoval tolikega odziva na to, ampak na Instagramu me vendarle spremljajo tudi vozniki in lastniki GT3 in GT3 RS in so bili zelo veseli dveh podatkov. Prvič se lahko zgodi, da se školjka iz ogljikovih vlaken za lažji dostop zadaj, pa bom razložil zakaj, lahko poklopi. Pazi to. No, tega se do zdaj ni dal narediti. Pa še ena stvar za vse tiste, ki hodite na track daye in seveda obvezno nosite čelade. Tale del vidiš je včasih lahko majčkeno moteč, zato ker nimaš optimalnega položaja glave in seveda se pri Porscheju tega zavedajo, zato se da tole odstraniti, ti pokažem. Sistem je zelo preprost, zelo rdeča puščica ti kaže, da moraš pritisniti gor. Jaz bom zdaj to prvič naredil, upam, da mi uspe. Evo, torej, ko imaš track day, tale del odstraniš, pa imaš majčkeno več lufta za čelado. Take stvari, mislim, veš, ko pri Porscheju rečejo, da gre v detajle, se to tudi zares zgodi. Zdaj pa vprašajo, če me spoznal, a ja, seveda bom. Stari, to so Nemci, ne bojo komplicirati, če ni treba. Včasih pa čisto preveč. Ok, gremo naprej. Pa še eno stvar sem pozabil povedati, ki bo za marsikoga mogoče celo ključna, zato ker, mislim, to me je presenetilo, ker ko sem objavil prve fotke na Instagram, sta dva voznika rekla, končno ima GT3, to se bo zdaj slišalo tako, malo hecen, ne, lahko v touring izvedenki tudi zadnje sedeže. Pa je novost, ne? Zato ker, a veš, otroci sej za druge ni. Kar se motorja tiče, še vedno imamo opravka s 4.0 mašino s 510 konji, ampak kljub temu so kar malo pojamrali, ko so rekli, toliko enih regulativ je pa novih pravil, ki se pojavljajo praktično na mesečni bazi, da se je proti temu težko boriti. Konkretno izpušen sistem GT3 ima namesto 2 zdaj kar 4 katalizatorje, plus navora je zdaj za 20 Nm manj, ampak pri Porscheju so rekli, da ni problema, pa so spremenili, skrajšali prestavna razmerja skozi vse prestave za ročen menjalnik in PDK govorim, za 8% so zdaj ta razmerja krajša. Pravijo, da to na splošno izkušnjo niti ne vpliva, da je vlečna moč, ki ti pospešuješ v resnici po meritvah še malo večja, ampak so pa zato riskirali malo prekončni hitrosti, kar pomeni, da zdaj ta številka ni več 320, ampak 313. In skladno s temi regulativami, o katerih sem govoril, se je tudi splošna masa avtomobila povečala za 20 kg. Ampak tudi tukaj je Porsche pripravil odgovor, ne samo, da je prvič na voljo Weissach paket, na voljo je tudi paket Lightweight in vsi tisti pridobljeni kilogrami, ali to je na vrste shujševalna kura, prej teh tudi 1418 kg, zdaj pa 1420. Lightweight paket lahko pomeni tudi platišče iz magnezija, na vsako feltno prišparaš, mislim, da 1,7 kg, pa kupenih drugih komponent, tudi CFRP, to se pravi Carbon Fiber Reinforced Plastic, iz tega je recimo sestavljen zadnji stabilizator, pa kupenih drobnih stvari, tako da pol prišparaš tisti 20 kg, oziroma spet prideš na praktično enako maso, mislim, 2 kg razlike, pa trdim, tudi najbolj izvežbani farerji ne bodo čutili. Pa zavoren sistem, ta sklop komponent je najbrž pomemben še bolj kot praktično vse ostalo, o čemer sem govoril prej. Kolut pri običajni bremzi spredi je 408 mm, pa zadnji 390, lažem 380. Če vzameš pa keramika, so pa mere malenkost večje, to se pravi 410 spredi 2 mm razlike, pa 390 zadnji, to se pravi centimeter več. Tako, to je pa za tiste hardcore fane. Čeprav vem, da marsikdo keramiko vzame tudi zgolj in samo zaradi prestiža, tudi če v Life nošel na pisto. Vsak po svoje. Thank you so much. Evo, fantje so zaprli vrata, čas da se prpnem, da zalaufam tole mašino. 3, 4, zdaj. Tako, na dirkališču Ricardo Tormo še nisem bil. Layout je zato meni neznanka, kar pomeni, da se bom ne samo prvih nekaj krogov, ampak kar vse kroge najbrž lovil. Za piko na i je podlaga, ne bom rekel zelo mokra, ampak je pa zelo mastna. Pa zdaj spet vidim, da padajo ene frišne kapljice. Ampak nič od tega ni pomemben. V resnici je Porsche GT3 narejen za vse pogoje hitre vožnje. In to je vse, kar imam za povedati.
Gremo se pelat. Izhod iz boksov, vidim, da je tukaj skozi celotno ciljno ravnino blag naklon. Prost, če ne bom kaj dosti povedal, ampak trudim se ostati skoncentriran, ker pač vozim izjemno natančen stroj. Podlaga je pa, kot sem povedal, zelo drseča. Apexi so precej pozni. Ful moram biti potrpežljiv, ker se mi zdi, da avto takoj začne drseti, pa počas dodajati navor. 9 jurjev, stari! Počas, Ciril, počas. Mogoče prej prestaviti prestavo višje. Paziti na robnikih. Se mi zdi, da sem preveč nagnjen k temu, da šaltam, pa bi lahko vseeno navor izkoriščal na drugačen način. O, stari. Precej dela imam, priznam. Prvič po ciljni ravnini. O, kva letimo, stari! Počas. Ajde, Ciril, ajde, zber se, no. Stari, moram se naučiti zaupati avtomobilu, vidim, da ga silim v situaciji, v kateri se ne počuti v redu, pa bistveno bolj nežno dodajati navor, pa ko se pa enkrat usede, pa sam full on. Stari, kako ga čutim, ej. Moram priznati, da kljub temu, da zelo drsi, je gripa na sprednjem delu zelo velik. Malo se moram udomačiti, predvsem z dejstvom, da sem preveč neučakan, ko prije do točke, ko začnem na polno pospeševati iz ovinka in potem bluzim avto dam preveč. Tudi te gume Cup 2 niso vse mogoče. Čez volan pa čutim, stari, vse pa še njihovo mamo. To se je narobe slišal. Počas, Ciril, vzem si čas. Ostanu tretji. Evo ga, to, stari. Kakšen reward. Je pa to, ko zadaneš točko in vse, kar si želel narediti skozi kombinacijo 2-3 ovinkov. O, stari. Ajde, gremo! Kako uživam, stari. Kaj jaz delam, zdaj model? A tak si ti? Samo stan meren, Ciril, počas, ne bluzit, ne biti preveč samozavesten. Raš tretjo malo prej, pojmo. Kaj pa, ko se vidi, da ima inštruktor v RS-ki nam rekel fuč gume, ampak drsimo bistveno bolj kot nama s kolegom novinarjem iz Češke. Človekov, za katerega še dosti ne vem, mu je ime Maciej ali je Martin Miller,
ker pač se enkrat predstavil Maciej, enkrat pa Martin Miller. Drugače pa tale grupa, v kateri smo, zelo hitra in to je največ, kar si lahko želiš, ker sem pa tja se zgodi, da je kakšen novinar, ker najpočasnejši novinar je ta človek določ, koliko hiter se bo po pisti vozil. Smo vsi precej hitri, ker pomeni, da dejansko vozimo na robu svojega znanja, pa se mi zdi, da tudi približno ne na robu tega, kar mi avto uspe ali pa bi znal ponuditi, če bi se ga naučil in če bi res dobro poznal pisto. Ne bom ti lagal in bleferil, da vidim, da se anti-dive sistem pozna, zato ker ne poznam avta dovolj, predhodnika nisem pelil, sploh pa ne po pisti. Lahko ti pa povem, da uživam neizmerno. Skoraj sem naredil napako, prepozen bremzu, umer se, Ciril. Ajde! Na koncu ciljne ravnine imamo noter 236. Gume so se ogrele, stari, koliko več gripa, kot v prvem krogu. Stari. Kaj pa, kako začutiš, kaj se dogaja pod zadnjo osjo v stotinki sekunde, stari? In kako lahko z res minimalnimi popravki volano narediš vso razliko? Jaz sem pozabil, kaj bi moral sploh povedati, stari, saj ne vem. Aha, cool down period, okej. Saj ne vem, stari, jaz sem kaj povedal, a kaj se je zdaj meni zgodilo? O zvuku sploh ne bom. Very nice job, Brian. Hvala. Stari. Really good driving. Thank you, that was fun. Hvala lepa. Stari, kako se ti pa nasmešek nariše na obraz, ko ti inštruktor spredi dirkač reče really, really good driving, that was fun. Pikca na i, stari. Kva smo uživali, stari. Sam moram priznati, da sem bil najprej kar overwhelmed. Inštruktor spredi je itak dirkač, Martin je pa inštruktor, tudi lastnik GT3, ogromen enih track dayov ima pod pasom in je, mislim, vozniško superioren v primerjavi z mano, tako da sem bil kar malo nervozen, da ne bom v tem primeru jaz tisti dirkač, oziroma, voznik, ki bo držal grupo nazaj, ampak se mi zdi, da smo se dobro ujeli proti koncu. Ampak prvi krog je bilo pa ono sam, get your shit together, stari, ta grupa se pele. GT3, ti pa tudi kar v redu model. Fuck, stari, koliko sem užival, ej. That was good, right? Did you enjoy it? Yeah, I enjoyed it, but it was so slippery. Yeah, I know. It was going all over the place. The last days, it goes so Yeah. really fast, and today I was really struggling. But even myself in the first lap, I was doing everything too much. Yeah. Getting too soon on the pedal, and maybe even a gear too low, and then I took time, and I found the grip and I found everything. Yeah. Thank you so much.